Fantasy. Radio Fantasy. Justin Wingleton je bil tole in priredba zelo stare Ajko. No, ure, 3 minute čez pol, nismo več sami v studiu, kar naenkrat je zasijalo sonce s temi reflektorji in tudi 2 sončka sta padla v studio. Najprej nežnejši spol, mlečna kraljica Alina Zupanc. Zdravo! Dobro jutro, koliko si lepa. Hvala. S krono in z lento je prišla v naš studio. A si se vozila tako okoli, zdaj za avtomobilom, ali si kje za vogalom? Ne, jaz sem se furala. A res? Ja, res. Niso bili, ki policaji imajo zdaj akcijo, preverjajo, če uporabljaš kakšne dodatne stvari poleg mobilca. Sam veš, za krono ni v nobenem zapisniku rečeno, da je ne smeš imeti. Sam to res, ne. To je res. Lahko delaš marsikaj, oziroma ne smeš, krono pa lahko imaš. Ja, tako ja. Alina, čestitke, ker si postala mlečna kraljica, sicer konec marca. Ja, 30. ja. Res je. Zdaj pa hodiš naokoli, pa malo promoviraš izdelke, a piše kaj gor, je to tvoj osebni izdelek? Ne, jaz pa letos mojega osebnega izdelka nimam. Kaj pa? Ne vem, tako so se odločili. Aha. Tam vse in si prinesla cel kup stvari. Ja, to pa sem imunonapitke. Jaz so na osnovi sirotke, so zelo dobri za vaš imunski sistem, tako da mora vsak zelo enega spiti. Pa našega najnovejšega e-mentalca. Povej mi, ali bo enega lahko spil tudi Domen Valič, ki je druga oseba, ki je padla v studio. Dobro jutro. Dober dan. Dobro jutro. Hvala, da me imate, zelo sem vesel, da sem tukaj, sploh v taki kraljevi družbi. Lepo, čestitke tudi z mojim. Hvala. Drugač pa ja, seveda, to je ona kraljica, ona je pač oblečena in s to krono in je... Čakaj, Domen sama. Mečkaj počakaj. Kaj pa je? Začni govoriti. Dač. A jaz pa nisem bil priklopljen do zdaj, kaj? Govoril si sam se. Super, no potem pa zdaj še ponovno pozdravljam. Dobro jutro, dober dan vsem. Jaz Domen mislim, da bojo tili napitki tudi zate prišli prav, glede na to, kak žigolo si. Ja, ne, za energijo misliš pa to, ne? Tako je, ja. To je le tak miks imamo mi. Ja, vidiš, moj žigolo SP definitivno mu prav pride kakršnekoli nadomestki, mislim, oziroma ponovni vnosi ogljikovih hidratov ali beljakovin. Ne, tole, kar je imuno, zgleda prav krasno, zdaj, ker itak smo v takem obdobju zdaj, da je fajn malo nabustati imunski sistem, ne, da ne bom samo svojega ega boostal kot žigolo, da še malo imunski sistem. Imunskega še malo postavimo. Alina, a ti veš, da je on žigolo? Mislim, v novi predstavi. Tako. Pravi žigolo. Zelo sem zvedla. Ja. Si... To mora reči, veš, ker je kraljica in bi jo odceljenila ta skupnost za njo, ne, kraljevi dvor bi jo obsodil, če bi že prej vedela. Sploh, da obstaja beseda žigolo, ne, kamoli predstava. Sej to, mislim, kraljične so take. Halo, princeska je že. Ja, iz tistih cajtov greš takoj na grmado. Ja, ne smeš. Zdaj, žigolo SP v bistvu ni sam SP kot funkcija samostojnega podjetnika, ampak se plača SP. Tako, žigolo se plača. Oziroma SP bi lahko tudi rekel, da je sodobna verzija bolj sodobni podložnik. Ne? Glede na to, da imamo že kraljico tudi zraven. Glede na to, koliko prispevkov se plačuje in to. Joj, nekaj prosim, da je... Kaj se ti je zmračil pred očmi, ali kako? Ja, mislim, ko si omenil prispevke, a ona blagovna menjava, mislim, v naturalijah se še da plačevati. Ne gre več. Ja, pri žigolo definitivno. Opa, žigolo prihaja v Žalec. Tako, 3. novembra igramo Žalcu. To je slab mesec še. Vem pa, da karte za tale žigolo bodo šle. Kot za med, tako da prosim, dajte iti čim prej. Kje pa se jih kupi? Na Eventimu. Ja, tam so tudi ostala mesta in ostali datumi, če bi kdo šel kam drugam pogledati, ampak vabljeni vsi, ja, hvala. Alina in Šuši, obema, jaz imam zapisano. Iz predstave pa delno v povezavi s predstavo. Ženske ne potrebujejo pravljic. Tako, ne potrebujejo pravljic. Kako je z njihovo samozavestjo? Ne, ženske so zelo samozavestne. Ženske so samozadostne, veliko bolj kot mi. Ne? In zato tudi vem, da ne potrebujejo pravljic, ampak samo občasno utvaro. Občasno utvaro, ker one dobro vedo, da ne bodo dobile princa na belem konju, ne? Ampak da v najboljšem primeru bojo fasale osla. Ja. Mislim, jaz ne vem, če smo zdaj glih ta pravi skupaj, ne? Ker jaz za osla se prodam. Medtem ko kraljica, ne, pa je pravlično bitje, veš? Ja. Ampak jaz mislim, da kraljica vseeno rabi izkušnje in da si mora iti predstavo ogledati. Vabljena, definitivno. Bom prišla. Moraš le, tako so tvoji izdelki prišli k nam, moraš ti priti zdaj do
Ja. Lej, pa našega izdelka. mogoče te Domen kam vključi zraven v predstavo. veš. Seveda, jaz bom prav en reflektor nastavil sam v njo, ker bo to lepo krono gor, recimo za nekje, kjer rabim nek poudarek, ali pa kaj, da se piči reflektor noter in zašajnaš iz parterja, vse naokrog. Veš, to je dober lahko tak poudarek. Prva vrsta ti ne gine. Ja, idealno. Zdaj, Domen, ti si pisal, sem malo prebiral tvoj Facebook, sicer malo je bilo v šali, ampak vseeno na dopustu ne te rešimo, da ti prinesemo vsaj pivo, če druge ne. A je To sem pa res. Tako sem se dobro počutil, tako sem bil srečen, da sem nekje in zato sem čist, seveda, samo ironično napisal v smislu, ker groza je prite mi pomagati ven iz tega pakla, ki se mu reče dopust. Ja, je Facebrainer, takrat dobiš več idej na takem dopustu ali na splošno v tekom življenja? Prvi teden se počutim tako butastega, jaz ne vem, kako je z vami, ampak prvi teden dopusta sem tumast, ko da me je nekdo zabil v poden. Res. Je to, da nima nobene ideje, da je ta zrak, pa ta šum morja, pa vse to me pobudali, totalno. Po enem tednu začnejo ideje padati, pa za frkancija, pa to, ampak da bi pa zdaj nekdo takoj rekel, pejmo drug dan dopusta na uni izlet s čovnom, pa tja, pa uno, pa tretje, si mislim, pusti me pri miru, zdaj, da sem budala en teden, polka bom pa malo se navadil na ta von borovcev, pa malo začnejo možgančki delati. Ja, jaz ne morem se tukaj z Domnom kosati, ker za en teden dopusta, jaz ga še nisem videla letos, tako da... Jaz grem za 2 dni. Ja, veš, da. Dam eno musko, ker to je pa tema za izvenetra. Ja. Slušaj, tisti, ko pišejo šihte, ne. Ace of Base, all that you want, zbor jutro. Dopust! All That She Wants, Made in Sweden. Tole je bil švedski pozdrav skupine, ki je bila novodobna, ABBA, vsaj kaže tako, no. Za tisto obdobje 90-ih let, ampak uspeha niso dosegli takšnega, so pa popularni. Šuši, vremenska napoved. Rekordna. Včeraj smo namerili v Črnomlju 31,3 stopinje Celzija, tolikih pa nas sicer ni in jih danes tudi ne bo, danes gremo samo nekje do 22 stopinj Celzija, trenutno pa zunaj že okoli 14. Modri fon oktobra je v znamenju pozitivnih sprememb. Izberite Samsung Galaxy A54 5G z izjemno baterijo ali Samsung Galaxy A04s s 50-megapikselno kamero in prispevajte k skupni donaciji za ozaveščanje o raku dojk. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgrenobli, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije. Ura je 16 minut do 10, z nama v studiu sta mlečna kraljica, 16. po vrsti, Alina Zupanc. Dobro jutro. Dober dan. Dober dan. Najm program jutranji traja do 10, pač pozdravljava, dobro jutro. Ti pa kar sej dan imaš 24 ur. Tako, dej povej, Alina, verjetno Domen, ti si prej izvenetra malo vprašal, pa bod kar izpraševalec naprej. Kako je potekal izbor? To me zanima, kako je potekal izbor. Drugače pa mlečna kraljica se mi zdi ostane nekje v 5, ne, da veš, da že zrihta živino, pa vse tako. Ampak, če bomo vprašali, če to kraljica dela, sam po mojem, da prava kraljica bi to učila druge delati, verjetno, ne. Ampak kako je izgledal ta izbor za mlečno kraljico? Ja, jaz sem to vse zasledila na Instagramu, pa na Facebooku, pa sem se pa prijavila. Bilo nas je prijavljenih okoli 50, pa sem bila zbrana med top 10. Potem sem šla pa v mlekarno, kjer sem tudi pač imela audicijo. Tam sem mogla vedeti vse o mleko pa mlečnih izdelkih, mogla sem scenarij napisati o mleko pa mlečnih izdelkih za otroke do 5 let. Potem sem mogla pa tudi TikTok posneti. Aha. To so že te novodobne kraljice, veš, TikToki. Ampak kaj pa je bilo v tem posnetku? Predstavljala sem se, pa kak delam, pa tak. Aha. In zdaj tudi mlade izobražuješ otroke, pa to glede na to, da si za njih napisala? Ja, tudi ja. Hodim vsak teden grem, po mojem ziher, v najmanj eno šolo, pa predstavljam mleko pa mlečne izdelke, nosim jim jogurte, okidokije. So zapisali v mlekarni, da si navdušila s komunikacijo pa izvirnostjo idej za predstavitev njihovih izdelkov. Ja, res ja. Bravo, ne? Hvala. Torej, ne boš rešila sveta, ampak naše mlade, da dobijo ta pravo slovensko mleko oziroma izdelke iz slovenskega mleka. Tako, ja. Bravo. Alina, super, hvala za te izdelke, ki si jih prinesla. Hvala vam. Moš kaj povedati, ker imaš tam govor napisan. Za vsak slučaj, kot šefi poslušajo. Okay, do takrat pa jaz bi šla na Domna. Mislim, drugi, ki ga pozdravljam, pa je Domen, ki je že bil taki spraševalec, vidno pa peta ena drugega. Mislim pa, da bomo šli mi vsi na Žigolo. SP.
Vse to je mislila, ne? Vse to si mislila, v bistvu na predstavo si mislila, ne? Šuši. Ne. Ja, okej. Veš, kaj je zanimivo, da si zašuštrala, Šuši. A ne, sem zašuštrala spet neki. Koliko je lahko tvoj moto, veni vidi plačaj? Veni vidi plačaj, ja, to je moto vsakega žigola, ne? To je moto vsake ženske tudi. V kakšnem smislu? Ali ćemo iti naprej, ali boš razložila? Ja, ne, mislim pač, jaz imam pač ne svojega zraven, pa a veš, veni vidi, Ja, ti pa Ne, Bravo. to je to. Ja, res. Ja, predstava je zanimiva. Ja, predstave, predvsem jaz povem moškim vse, kar jim je ženska v bistvu hotela povedati, sicer z napačnimi besedami, jasno. In tudi vsem ženskam povem, zakaj smo moški v njihovi družbi taki cefizli včasih, kot smo. Ne? Skratka, vsak bo izvedel, kako najlažje komunicirati. Ne? Napisal si, da je lažje osvojiti žensko, ko priti na rožnik. Ja, ne povem najprej, da je predstavo napisal moj dober prijatelj Matej Mijatović. Iz Domžal. On je napisal, tako, ja, res je. On je napisal tekst, mi smo skupaj sodelovali že 10 let nazaj pri predstavi Zapornik številka 323, s katero sva tudi potovala po Sloveniji, ampak da se vrnem k tvojemu vprašanju, tako, žensko je načeloma lažje osvojiti, kot splezati na rožnik, ne, sploh, ker če obvladaš zadevo, ne, veliko težje jo je obdržati, ampak zakaj bi si to zdrav, razumen moški sploh zares želel, ne? Alina Sankima. Ja, Alina se strinja, ja. Mislim, kraljica se strinja. Ja, mislim, mogoče je kraljico malo težje, ampak mislim, da mu je žigalo, da bi tudi tukaj našel pot, če bi se res potrudil. Dobro je zapisano, da gre pri predstavi Žigolo SP za ravnoteže med gledališčem in poezijo, med direktnostjo in bontonom in pa med pasuljem in torto. Mislim, a veš, zanimivo je tudi, ko rečejo eni, ne, da vse ostane v familiji. Zdaj vid, tvoj bratec, ne, je bil 1.10. v Celju z svojim otročkom in rompompomom, ne, medtem ko bratec... Sekdojenček in rompompom. Tako, medtem ko bratec prihaja v Žalec pa z Žigolom. Ja, to je zato, ker vid, a veš, glih to, že naslov njegove predstave pove mojemu Žigolu, da on nima pojma, ne. Seks, dojenček, rompompom. Mislim, seks, plačaj, adijo, čau, radi vederči. Jaz sem pač hotela prvo besedo spustiti, da zihar, da ne bom spet ki štrafa na vrtlači. Ja, ne, pa se že 10 do 10. Jo, ko pa, čez 10 minut gremo na štambrle že, veš, pa valjda lahko 10 minut prej že rečeš to besedo, ali ne? Dobro jutro. Izven okvirja je naslednja pesem, ki jo zavrtim, tako da smo lahko izven okvirja malo tudi. Ja, seveda. Je pa se petelinji zajtrk, se začne že včasih ob 7. Tako. No, veš. Eni vstajamo malo bolj zgodaj, tako da že ob Madonca, ti svojega matra že ob 4:30, ok? Včasih pravi, da ga zlorabljam ob tej uri. Sej, zato pa zamuja službo. Ne, sej, ok. Ampak pride pa nasmejana. To pa je, veš, Ja. to šteje. Ne? Ja, ne, to je v redu. Pa, rdeče je draga, jaz ne morem. Ne, zakaj je moja predstava med poezijo in med komedijo in med torto in med pasuljem? Zato, ker je moj Žigolo obvlada in ve, da je treba zadostiti vsakemu okusu. A ne? Zato, ker nima predsodkov. In on pač tako je. Ne? Žigolo, jaz mislim, da rabiš ti res tizle imunski napitek, mlečne kraljice, letošnje. To pa definitivno poskusil. Tako bom rekel, Alina Zupanc, hvala, ker si prišla, hvala za vse te izdelke, še naprej dobro upravlja svojo funkcijo, ne, mlečne kraljice. Ja, bom, hvala. Domen Valič, Živijo. tudi tebi hvala. 3. novembra, torej, Najlepše hvala. se pravi 3. november. Tako, 3. novembra sem v Žalcu. Res Žalcu je. in tja Vabim lahko vse pride. poslušalce, da pridejo pogledat, če upajo. Karte so že na voljo. Zelo vroče bo. Jaz bom dejal samo za konec hvala lepa in bom vojaž. Najlepše hvala. Čau. Radio Fantasy. Radio Fantasy.